Dober večer. Nas vse tri, še v njunem imenu, veseli, da se vas je toliko zbralo. Hvala Gogi, da vas je navadila hoditi na novomeške poletne večere. Direktor Gogin, Mitja Ličen, je že v bistvu predstavil naša gosta nocojšnja. Jaz bom še enkrat. V bistvu imamo, tako kot je že Mitja rekel, veliko skupnega. Še bolj skupnega, da smo vsi trije svojo pot začeli kot športni novinarji. Tadej v športnem uredništvu Televizije Slovenija. Če se ga še kdo spomni, ko je bral športna poročila. Upam, da ne, no. Miha v športnem uredništvu Dela. Spoznala sva se na dirki po Sloveniji, ne? Skoraj ne 30 let nazaj. Ja, kakšno leto manj, leta 98. Aha, to je skoraj 30 let. Ja. Jaz pa pri Dnevniku takrat od začetka. Pa bi začel kar s človekom, ki ima ta trenutek najbolj kolesarsko ime. Tadej. En je v rumenem, en je pa v zelenem. Tadej, ti si v bistvu športnik bil celo življenje. Kot Mariborčan, ko se za Mariborčana spodobi, si začel z nogometom. Zdaj, pazimo s temi oznakami, zdaj si me mečkeno užalil, jaz sem z Lenarta. Aha. Maribor je blizu, ampak vseeno. Ampak v Mariboru si igral nogomet. To pa ja. No? Najprej za Lenart, pa za Maribor. Tako. Sledil je alpinizem, med alpinizmom tudi kolesarstvo kot priprava na pač podvige alpinistične, na odprave. Bil je kot alpinist tudi na vrhu Mount Everesta, pa na Dalagirju, sem se prav zapomnil. Potem se je lotil pisanja, najprej kot novinar. Ko so ga odpustili pri Playboyu, je Playboy kmalu zatem zaradi tega nehal izhajati. On pa se je kot pisatelj potem lotil še boksa in kolesarstva bolj resno šele po nesreči kot rehabilitacijo, sem prav povedal? Ja, to drži. Ja. Meni so na Soči rekli, da moram noge okrepiti in da je kolo najboljše za to, tako da sem dejansko zaradi tega se bolj posvetil kolesarstvu. In pol, zdaj, ko si bil ves polomljen, to je tako kot Beethoven, ne? Ko je postajal gluh, ne? Je začel pisati najboljše skladbe, ti si začel pa najbolj kolesariti, ko si bil že ves polomljen. Hoditi nisem mogel, pa teči, tako da v bistvu na koleso, pa ko sem me postavil gor, je pa kar šlo. No. Pa takrat, ko si ti povedal, koliko si imel zlomljenih, enih 7 vratnih vretencev, več jih ni, ne, vratnih? Ja, vsa vratna. Ja. Pa stegnenico, pa medenico, pa... Pa 2 prsni, pa tole, kaj že? Klavikula. Ne, ključnico. Vse to je to. A, to je to. Jaz sem pol za nazaj až dešifriral, koliko je bilo polomljenega, ker v bistvu takrat, jaz se spomnim, sem v bolnici, po 2 mesecih sem vprašal mojo mojco, zakaj imam jaz tam plastično vratnik, nekaj me srbelke, bilo še vroče, pa sem švical not in mi je rekla, imel si vretence zlomljeno vratno, sem rekel, koliko, eno ali kaj, ne? Sem mislil, da eno je že zadostno, da se posloviš. Je rekla, ne, 3. Pol mi je pa zdravnica povedala, sem vseh 7, ne samo 3. Ko ti je zdravnica povedala, kaj si imel vse zlomljeno, si mislil, da boš še kdaj plezal, da boš še kdaj kolesaril? Veš, kako meni je pri tem pomagalo, da se pravzaprav vse življenje ukvarjam s športom, ker če se ukvarjaš s športom, pa imaš itak ves čas občutek, da si poškodovan neki, ne? In da si ves čas v procesu rehabilitacije. Sam še to zrihtamo, pa bo, ne? In jaz nisem, v bistvu, ko sem se zbudil s kome,
Itak sem mislil, da sem pomešal dve nesreči. Ena, ki sem dobila eno leto pred tem, ker sem dobil enega na glavo, v plezališču mi je padel in so me en dan hospitalizirali, da so preverili, če je kaj zlomljenega in to. In sem mislil, da sam to, ne, dolg časa. Ne. In jaz sem mislil, da sam itak bomo zrihtali, pa bomo spet taki, kot smo bili prej. Ne. Mal polomljeni. Ja, jaz sem tudi zdravniku, prvega, ki sem ga videl, sem ga zamenjal za lastnika gostilne Žabar, kamor hodim na kavo, pa na kak pir. Sem mu rekel, Rok, jaz bom danes prijem na pir. Ne. To je bilo prvi dan, ko sem se zbudil s kome. In se on smejal in mi je prinesel nekaj oranžnega in rekel, to pivo pa jaz varim, je bila pa cedevita. Ne. Na ta način sem v bistvu se k sebi spravil. Imaš rad kolo? Ja, vedno bolj v bistvu, ja. Mislim, jaz imam to prednost pred običajnimi uporabniki kolesa, da sem predal 35 let alpinizma. Ne. In v primerjavi z alpinizmom je kolesarjenje zelo uglajen in nenaporen šport. No. Ti si kot Roglič. Ne? Polomiš se, pa začneš pa kolesariti. Hvala za te besede. No. 66 krogov po vsej Sloveniji. Nekaj je bilo tudi v zamejstvu, nekateri si najbrž privozil večkrat, če ne vseh. In nekateri, oziroma ti so prišli tudi v knjigo. To ni šlo ravno za neko popoldansko, tako pošihtersko ali pa terapevtsko kolesarjenje. To je bilo kar lesno kolesarjenje. Mislim, jaz sem večino teh krogov naredil, ker sem bil v bolniški. Ne. Tako da sem imel časa. Ja, itak ne bi smel delati, čeprav sem seveda pisal tudi, ampak... Tu sem hotel vprašati, ker ima lahko pisatelj bolniško. Ne? V bistvu ne more imeti. Ne. Ker tudi jaz sem že dobil tistih par 100 evrov od države nadomestila in to, ampak potem, ko bi nehal z bolniško, sem moral imeti že nekaj narejenega, ne, zato da sem pač lahko naprej živel. Ne. Pa v bistvu je bila ta bolniška in tudi ta nesreča in koma del ustvarjalnega procesa, ne? Ker si potem to uporabil za knjigo. Mislim, vse bolniška je bila samo na papirju, drugače ni bila. Ne? No, pojmo k tem 66 krogom. Ne? Kdaj si se ti odločil, da bi napisal knjigo o kolesarjenju oziroma vodnik kolesarski? Mislim, jaz sem osnovno idejo in neko navezo za založbo, ki ni bila Goga takrat še, naredil že pred svojo nesrečo. Ne. Koncept osnovni sem imel že izdelan. 1000 višinskih metrov mora vsebovati en ta kolesarski krog. S tem, da nisem vedel, to kam pelje. Ne. Mislim, jaz sem poznal te 1000 metrce v Sloveniji, iz tega sem tudi izhajal, ne, teh 6 ali 7, koliko jih je. To sem imel že dlje časa idejo, da bi naredil, ampak potem sem ugotovil, da jih je samo pač teh 7 in da z tega ne moreš narediti vodnika. In sem potem, ko je moj sin treniral kolesarstvo nekaj časa, ugotovil, da s tem Garminom in števcem na kolesu ti pač se šteje metre, ki si jih naredil in kilometre in to, in sem mislil pač, da jih povezati v tak krog, ne, z istim izhodiščem in ciljem. In to osnovno idejo sem imel. Pole pa šla pa ta nesreča in se je malo zapletla. Ne. In si se na koncu moral resno lotiti tega podviga. Ja, s tem da jaz nisem vedel, to kam pelje. Ne. Sem pa zelo hiter, potem, ko sem jih par odpeljal, ugotovil, da sem odkril Indijo, Koromandijo in da je to, ko smo enkrat šli po Goriških brdih s tvojim kolegom Miroslavom Cvetičaninom, ki je tudi svoj čas kolesaril, zdaj dela pa za Slovenske novice. Se prav spomnim, ko smo se po brdih peljali, ki je del tega vodnika tudi ta tura, in je rekel, da Slovenija je čudovita dežela za kolesarstvo, to vejo vsi razen Slovencev. Ne. Kateri so bili kriteriji, kje se boš vozil in pa kaj bo šlo noter v knjigo? Osnovni kriterij je bil, da mora biti asfalt, ne, ker je to za cestno kolo, razen v 3 primerih, ker je mečken šodra tudi zraven, ker sem tudi opisal, pa da so to ceste, ki niso prometne, ne. Da se lahko podaš tja, ne da bi pač bil v strahu za svoje življenje. No, tako da to pa, da ima 1000 višincev, ne, najmanj 1000.
To so bili osnovni kriteriji. Drugače pa tvoja velika ljubezen je menda Mangartski krog, ne? Jaz sem ta krog sem doskrat odpeljal že prej, preden sem sploh razmišljal o vodniku. Ne. Kje sploh gre ta krog? Jaz sem začel, prvič, ko sem ga odpeljal, sem začel v Logu pod Mangartom, sicer sem pa štartal z Kranjske gore, se pravi Kranjska gora Vršič, pa po dolini Trente, pa do Loga pod Mangartom, pa Mangartsko sedlo, pa na predel nazaj, pa z predela na Rajbel oziroma Rabel, pa nazaj do Kranjske gore. S tem, da na začetku parkrat sem peljal po cesti, dokler nisem ugotovil, da je tam po trasi nekdanje železnice krasna kolesarska in od takrat naprej. In ta krog je speljan zdaj po tej kolesarski. Ne. Kaj pa Triglavski krog? Triglavski krog sem dobil pa eno idejo, ko sem enkrat razmišljal, ko sem že odpeljal ta Mangartski parkrat o nečem novem, pa sem pač te ceste poznal. To še preden sem ta vodnik naredil in sem šel takrat sam iz Kranjske gore do Mojstrane, potem po dolini Radovne na Pokljuko, z Pokljuke kaj že tam, Bistrica, pa potem na Soriško planino, Soriške planine po Baški grapi do Bače pri Modreju, pa potem most na Soči, Tolmin, Bovc in čez Vršič nazaj Kranjsko goro. Ne. V tem vrstnem redu sem šel, v to smer sem obrnil. Ne. Potem za vodnik, ko sem pol skapiral, da je, če v to smer obrneš stvar, so na spustih, je slabši asfalt, na Vršiško stran oziroma na Kranjskogorsko stran so pa še tiste nadležne kocke na koncu, tako da sem pol obrnil zadevo. Pa še na koncu imaš, ko si je zelo zmatran, še 1000 metrov z Trente gor na Vršič, ne. Pa še sonce si je takrat, tako da sem zdaj obrnjen. Prosti koliko višincev je bilo pa to? To je Kraljevski krog 3800. To bi bilo pa za predlagati za dirko po Sloveniji, ja, Miha? To bi bilo vsekakor ena najtežjih etap v zgodovini, po mojem. Ja. Pa ne sem dirke po Sloveniji. 3800, ja, po Sloveniji. Na Turu pa Džiru je to kar standard. Prva etapa Tura letos je bila 3800. Ja. Kot sem že prej povedal, sva se spoznala na dirki po Sloveniji, ne? Takrat sta delala s pokojnim Vitom Divcem. Si bil že ti zraven, ko je bil tale skoraj Mangartski krog noter v dirki po Sloveniji? Bil. In kaj se je zgodilo? Da se ne spomnim. Pa bil sem, to je bila dirka, ko sem bil. Ni to takrat, ko je začel sneg padati? Ja, tudi. Eno leto je sneg padel in smo... Trgan zmagal. Čakaj, niso takrat na Koči na Gozdu? Na Gozdu smo končali, ja, tako. Ja, tam. Ko smo šli pa na Mangart, pa mislim, da sem bil eno leto šlo jaz Radio Tour na dirki po Sloveniji. No, tudi to sva isto stvar opravljala očitno. Ja, ti tudi kolesariš, ne? Si prej kolesaril, pa se pol začel pokrivati kot novinar kolesarstvo ali obratno? Prej kolesaril, tam nekje pri 14-15 sem spoznal čare gorskega kolesa. To je bilo recimo konc 80-ih, 90-ta. Takrat nas je bilo zelo malo v bistvu, ne? Na gorskih kolesih je bilo to kar... Še Fedrov nismo imeli, ne? No, to itak, da ne. S Trdaki, z Andrejem Deklevo smo tam po Hugrajcih se vozili, pa toliko malo nas je bilo, pa toliko dobro smo se poznali, da si na šodru videl, kdo je šel? Otise gumi in si točno vedel, kdo je šel tam pretapam. Zdaj pa to, čez to Škočelo so promenade. Ja, ampak zdaj ne kolesariš več z gorskim kolesom, s cestnim, ne? Ja, že recimo 11-12 let cesta. Sem malo konvertita glede tega. Ja, bolj kot to, mislim, zanima me tudi, zakaj si ti z gorskega šel na cestnega, ampak zakaj tadej ti cestni kolo voziš, recimo kot alpinist, kot himalajec, kot raziskuješ na nek način divjo naravo, najlepšo naravo, kar je možno, pač hodiš na robu človekovih zmogljivosti v naravi in potem greš ti na asfalt med avtomobile kolesariti. Jaz sem bil na Gorcu dolg časa, ne. In to na ženinem v bistvu, ker svojega nikoli nisem prav imel.
In sem to tudi mangarski krog odpeljal, mislim, da 4 ali 5 s tem. Ne. In potem sem doma razmišljal, da v bistvu sam po asfaltu vozim, ne. Zelo malo je tega makadama. Pa še enkrat prav en tak sprožilcev bil pa, ker sem z enim gorskim kolesom, v bistvu mestnim, ki sem ga kupil za 50 mark takrat v Ljubljani, ki je škripal, danes ga tudi za mesto ne bi vzel, sem se odpravil ta mangarski krog odpeljati in ko sem prišel na mangarsko sedlo, sta mi en italijanski par je bil tam s specialkami, sta mi ploskala, ko sem prišel mimo. In takrat sem pa rekel, zdaj pa, to je pa dosti, ne. S tem, da ne, ker si omenil divjino pa to, ne, ker tudi, ko povem komu, da sem na specialki in da sem naredil vodnik za cestno kolo, mi vsi omenijo, da to je sicer fajn, ampak da je promet in to, ne. Ampak jaz tega prometa v teh krogih pravzaprav nisem doživel. Jaz včasih sem se prav razveselil, ker ga avto, če slučajno bi jim pripeljal, ne. Ja, prej smo govorili o komi, pa o kolesarjenju, pa dajmo še malo Tarasa omeniti, ne. Zdaj, koliko tebe je, Taras je namreč glavni junak njegovih kriminalnih romanov, koliko tebe je v tem Tarasu in koliko tega, kar bi ti rad videl, da bi bil ti, pa mogoče nisi? To je zelo v bistvu nehvaležno vprašanje, ker ti ne znam iskrenega odgovora dati, ne. Charlesa Bukowskega so nekoč vprašali, koliko tega, kar opisuje, se je dejansko zgodilo in je rekel vse, ne. Tako da ne vem, sem pa opazil eno drugo stvar, da ne samo, da sem jaz oziroma nekako, da je Taras narejen delno po meni, ampak da jaz vedno bolj postajam podoben temu fiktivnemu Tarasu, ne. No, to sem te hotel vprašati, ne, ali ti postajaš tak kot Taras, ali je Taras tak kot si ti? In eno in drugo. Jaz se spomnim, ko sem bil v bolnišnici takrat in sem pač nekako si dal fiksno idejo, da bo vse boljš, ko bom prišel domov, ne. In sem težil onim zdravnikom, naj me spustijo in so mi bili vsi siti in so me odpravili s tem, da dobivam neko zdravilo za možgane v kri in dokler se to ne izteče, da mi bojo že povedali, kdaj se bo in takrat bom pa lahko šel domov, ne. In tista steklenica, ki sem dobil, en dan sem opazil, da ni več nič noter, ne. In sem to pač pokazal, sem kot ta flaša je prazna, zdaj pa lahko šel domov, ne. In potem so rekli, ja, vas bomo spustili v ponedeljek in seveda niso, ne. Sem pa jaz Mojci rekel, da naj pride v ponedeljek z trenerko, da se oblečem in izginem z bolnice, ne. In potem je prišla in sem rekel, daj obleč me, greva, ne. In mi pomaga pač tisto oblečke, sam itak nisem mogel in sestra gleda to in vprašal, gospa, kaj pa delate, ne. Je prav, domov gre, ne, oblačimo, ne. In je rekla, jaz nič ne vem, dajte pejte zdravnika vprašati, ne. In je šla noter pač k zdravniku in on seveda je rekel, ne moramo ga spustiti domov, človek ne more sam nič, ne funkcionira in je rekla, jaz sem to boste morali pa vi povedati, smo tega ne upam, ne. In pol sem prav spomnil, da sem ležal v posli in pride delegacija, on, zdravnik, ona, moja Mojca in še rentgenolog, ne, ki bi me moral slikati, zdaj pa me ni mogel, ker sem skupaj padal takrat. In on začne predavati tam, 15 minut mi govori, zakaj jaz ne morem funkcionirati in to, ne. In takrat se je Taras zbudil v meni, ne, ker jaz se drugače, tako kot vsak normalen avtoritetam upognem na nek način, posebej, če so zdravniki, ne. Takrat je pa Taras meni rekel, to ne pride v poštev, ne. In potem sem šel domov, ne. A si šel domov? Sem šel, ja. In kako se je steklo? Ja, izteklo se je tako, da me je kumi spravila v avto, ne, z obilo pomoči in pol, ko sem prišel domov, bi se moral sesti na kavč, nisem mogel, ne, niti sedeti in takrat sem rekel, da ne bo šlo, ne. Ona je sicer mislila, da ne morem gledati televizijo, ampak jaz sem takrat mislil, da pač sem zajebal stvar in da ne bo šlo, ne. Ampak pol se je pokazalo, da sem v bistvu prav, ne, ker sem lahko nekako vsak dan prišel do Skreta sam s njeno pomočjo, ko v bolnici nisem mogel, ne. To je bila še ena Himalaja v bistvu. Ja. Koma, Taras, on ni, njega je zbil avto, ne?
A se ti zdaj, ko kolesariš, recimo, ko si je Tarasu to zgodilo, se ti zaradi njega ne bojiš po cesti kolesariti, kaj pa če pride kakšna, ki si kdaj kaj, kar ji ni všeč, povedal, pa te zagleda na kolesu, pa izkoristi priliko? Mislim, jaz vse pravim, jaz kolesarjem po takih cestah, ki večinoma ni prav hudega prometa. No. In edino, kar me je strah, mislim, tega se zavedam, da to ni Tour de France, Giro ali pa dirka po Sloveniji, tako da cesta ni zaprta. Ne. In ker poskušam te svoje osebne svetovne rekorde rušiti, tudi hitrostne, imam v glavi, da je lahko z ovinka pač preleti in takrat, zato nisem prišel dlje od 75 km, ampak imam že naštudirano, kje je. No. Miha, Iz Jošta dol gre. Tadej je omenil Tour. Iz Jošta v Kranju, vem, zadnji del Tam, vem, kje misliš, ki se malo dvigne. zlahka čez 80, ja. Tadej je omenil Tour, tam imamo še enega Tadeja, smo rekli, ne, že prej. Pa tudi ti si bil na Touru, ne, na začetku letos. Ja, na štartu v Italiji, zdaj, v ponedeljek sem se vrnil nazaj. In Tour seveda zelo podrobno spremljaš, si že oddal tudi članek, sem ga prebral o današnji etapi, tako da... Malo se mi je mudil, ja, pa da sem prav čas sem prišel. Ja, pa je bil čisto v redu napisano, ni problem. Hvala. Ja, zdaj pa iz prve roke, letošnji Tour. Par dni šele traja, ampak lahko rečemo, da je izredno zanimiv, da so se čudovite zgodbe že spletle, da smo doživeli to, da je Tadej ni mogel iz svoje kože in je skredo na Galibije sred klanca ali pa malo višji narisal skredo črto, tlele bom pa in je, ne, oblekel rumeno spet. Druga velika zgodba je afriška, ne, se strinja z mano? Seveda, pa še eno smo včeraj videli. In ta tretja je pa seveda Cavendish. Ne. Pa dajmo začeti s Pogačarjem. Kako močan je, kako se ti zdi letos Pogačar? Mislim, ta Giro ne šteje, ne? Tam konkurenca je... Jaz mislim, da kar šteje, no. Giro zmagati vse ni Ne, on je Giro zmagati, nikoli ne bo noben spraševal, kater na svetovni lestvici je bil naslednji z Tadejem na štartu, ne? Tle so pa vsi najmočnejši. Ja, se lik zato, ker mi je bilo tako lahko na Giro, je tudi tle favorit, ker mislim, da je bil ta Giro za njega predvsem vrhunski trening. Ne. Nihče ga ni zares izval, nihče ga ni potisnil čez limite, tako da je vozil tako, kar je njemu pasal. Ne. In zdaj na štartu je tudi izjemno močan. Kolikor jaz vem, je imel že v prvi etapi nekje skredo narisan, kje bo skočil, pa ga je nekdo v spremljevalnem avtu zadržal, da ni šel. Tako da, ko mi čaka, da pokaže, koliko je močen, na Galibijeju je to naredil. Zdaj lahko se pa še zgodi karkoli na tej dirki. Jutri je vožnja na kronometer, ki bo spet malo pokazala, kje je kdo. Ne. Je pa seveda zame zdaj prvi favorit. Ja, zdaj pa pojdimo v Afriko. Ne. Kaj pomeni Girmayeva etapna zmaga za afriško kolesarstvo? Če se spomniš, pred leti Afričanov je zelo malo v profesionalnem kolesarstvu, kar je malo čudno. Ne? Pred leti je sicer najin nekdanji novinarski kolega Franci Pavšar sredi zameglenega Vršiča poročil za Radio Slovenija o izjemni zmagi temnopoltega afriškega kolesarja iz Zimbabveja, Tima Jonesa. Ne? Je bil plavolas. Plavolas in bel ko apno. Ja, Girma je zdaj v svetovnem vrhu, danes je bil tretji, ne? Tako je. Ja, se pravi je čista špica, ampak recimo v atletiki afriški tekači, ne, prevladujejo.
Kolesarstvo je mal, bi rekel, podobno dolgim progam v atletiki, maratonu, pa praktično nimamo Afričanov. Ja, jaz mislim, da je pač šport, v katerega je treba precej več vlagati, precej bolj tehničen šport, več znanja, ne, tukaj nisem tek, najbrž lažje naročijo Afričane teč hitro, ki so že tega vajeni, zdaj pa infrastruktura, tudi cestna najbrž tam ni najboljša, ne, nimajo opreme, za vrhunskega kolesarja pa ga moraš začeti kar zgodaj učiti načeloma, če to ni Primož Roglič, ne, ampak Mislim, veš, kaj pomeni, recimo, ko sem omenil Zmaga Grmaja. Jaz sem danes šel iz centra mesta na Vič, kjer stanujem, in že nadaleč vidim enega tam malega mulota črnčka, ki se bliže na koleso, ne, v popolni bojni opremi. In ko sem prišel bliže, sem videl na dresu, je mu napisano Eritreja. To pomeni. To pomeni, odlično. Se veselim še drugih afriških kolesarjev. Zdaj pa ta tretja zvezda prvega tedna. Ti je žal, da je zdaj Eddy Merckx šele drugi. Nikakor ne, sej Eddy Merckx nikakor ni šele drugi. Eddy Merckx bo, če ga ne bo kdo iz komende prehitel, najbrž ostal prvi zavedno. 34 etapnih zmag, Cavendish jih ima 35, Ja. ampak je šprinter, Ja. ki drugega na turu ni dosegel kaj dosti. Eddy Merckx ima 34 etapnih zmag, ima pa tudi 5 skupnih zmag. Pa še marsikaj drugega. V karieri več kot 250 zmag, tako da Eddy Merckx je še zmeraj največji, kakorkoli obrnemo. Cavendish je pa pač najboljši šprinter. Se glik zato te sprašujem, ne? Ker jaz sem rekel, ko sta se izenačila, pa sem rekel super, zdaj sta izenačena, zdaj se naj pa neha tu, ne? Ker Eddyja Merckxa se pa ja ne sme prehiteti, ne? Ker on je največji. Ja, ampak rekordi so zato, da se jih popravlja, ne, na koncu. Pa Cavendish je temu posvetil res zadnje 4 leta življenja, drugače zelo fejst človek. No to sem te hotel vprašati, ga poznaš? In čisto profesionalno, ampak je, mislim, res fajn človek, zgovoren, duhovit in predstavnik neke generacije, recimo, ki zdaj izginja, on pa Geraint Thomas, ne, sta recimo temu plemenita britanska generacija. V Zotemelkovih letih, bi rekel. Ja, skorda. Ja, če ostanemo, smo rekli Merckx, pa govorimo o fantu s klanca. Kakšne možnosti ima fant s klanca, ki je tudi tadej, da prehiti Eddyja Merckxa? Eddy Merckx ga ima zelo rad, se mi zdi. Ja, to je pa tadej je prvi, za katerega je Eddy Merckx rekel, ne, ta pa bi lahko bil moj naslednik. Isto je rekel Bernard Hinault, s katerim sem imel čast delati intervju lani pri predstavitvi etap tura v Italiji. Te največje v zgodovini ga imajo za svojega. Je tako raznovrsten, je tako igriv na kolesu. V bistvu on je prvi po njima, ki dirka tako agresivno celo sezono, kot sta ona dva. Zdaj ni pravijo, da preveč zmaguje, ampak in da uničuje čare nekega kolesarstva, ki ga poznamo v zadnjih desetletjih, ampak v bistvu vam vrača čare kolesarstva izpred 50 let. Glede Merckxa bo pa težka, ker so pa številke 11 tritedenskih dirk, vse skupaj 256 zmag, tam nekje, najbolj bom falil tudi natančno cifro, teda je pri 78. Ja, še. Je še kar dolga pot. Mislim, zdaj sem še eno vprašanje za tebe, bom izkoristil to priložnost, ki me zelo že dlje časa mori. Zakaj je pravzaprav Pogačar tako dober? Jaz vem, da včasih smo govorili o VO2 max, se pravi maksimalna poraba kisika, takrat, ko smo šli na Everest, nam je on Milič, pri katerem smo delali teste, dejal za vzgled Janja Brajkoviča, ki je imel menda 90, kar je bilo nepredstavljivo za une amaterje nas. Ampak zakaj je Pogačar? A se danes še govori o tem VO2 max ali v čem drugem? VO2 max je še prisoten, ampak precej manj, kot je bil včasih. Da vam jaz pojasnim, zakaj gre VO2 max, to se grozno končno sliši. Koliko je, to pomeni, koliko kisika je sposobno telo porabiti
na kilogram telesne teže v 1 minuti. Kisik je glavno gorivo za mišice plus ogljikovi hidrati in se pravi mišica, ki je sposobna naenkrat v kratkem času več kisika porabiti, je bistveno bolj vzdržljiva. No, glede Tadeja sem imel pa jaz 2-3 pogovore z njegovim zdaj že nekdanjim trenerjem Inigom San Millanom, ki je tudi raziskovalec na univerzi v Koloradu. On Tadejevo kakovost razlaga predvsem prek metabolizma, prek presnove. On je strokovnjak za presnovne procese, s katerimi poskuša tudi zdraviti raka. In zanj je pač Tadejev metabolizem recimo eden najboljših, če ne najboljši na svetu. Pri bolnih ljudeh, recimo pri diabetikih, je pa na spodnji strani te lestvice. In on pa je tako dobro presnavlja in tako dobro se regenerira, da je zato tako dober. On recimo absolutne moči nima največ, ne? So tudi močnejši kolesarji recimo na štartu, ne? Ampak po 250 kilometrih pa njemu ta moč ostaja, medtem ko drugi upadajo, ne? Zato je recimo na najtežjih, najdaljših dirkah na koncu on ponavadi najmočnejši. Bojda je tudi sposoben hiperkompenzacije, ne? Da mlečno kislino v mišicah v bistvu njegov organizem pretvarja v dodatno energijo. Ne za kisa, ampak je še močnejši. Pelje Krebsov ciklus do konca. Pa še sam menčkam bi še izkoristil še eno vprašanje. Imam ena urbana legenda kroži tam po Ljubljani, da je lani je bila dirka po Sloveniji šla čez Katarino, ne? Zdaj so tisto asfaltirali boljši in menda je Roglič pod nekim izmišljenim imenom na Stravi objavil tudi svoj dosežek na to Katarino, pa so hitro ugotovili, za koga gre. Menda je 9 minut, koliko je čas. A to je res? A to drži? Drži. Jaz sem parkrat zdaj probal, raj ne povem, koliko sem imel. Ja, zdaj bom... 5:00 ali kaj. Ne vem iz glave časa, ampak ja, če je 2-krat hitrejši od tebe, pa bo v redu. Hitrejši od 2-krat, pustimo te. Zdaj pa tista klasična vprašanja, ne? Najprej za Tadeja, ne vem, če se lahko Miha na vsa opredeli, in sicer Beatli ali Rolling Stonesi? Jaz vem, da bi zdaj moral, ker sem mlad človek in tako, v bistvu Beatli, no, če mene vprašaš. Messi ali Ronaldo? Messi. Oblak ali Zahovič? Oblak. Pogačar ali Roglič? To smo dolgo zdaj, ja. Jaz takrat, ker sem se ponesrečil, ne, takrat je tur že veselo potekal in zaradi covida je bil zamaknjen tisto leto in ker sem šel v spanje, je Roglič bil v rumeni majici, ne. In potem, ker sem bil v komi, je tudi zmagal pač Pogačar, jaz tega nisem vedel, ne. In jaz sem pač živel nekako, sem se zbudil nekako, sem mislil, da je Roglič zmagal. In potem mi je en kolega poslal message po telefonu, sem dobil v bolnico, če sem videl, kaj je Pogačar naredil. Nisem vedel, o kom govori, ne. Kasneje sem šele zvedel za to, da je pač Pogačar nož v hrbet porinil Rogliču na tistem kronometru zadnjem, ne. Tako da ne razumem te delitve naroda, ne. Jaz trudim se, da bi za vse en navijal, ne. Miha? Rolling Stonesi? Ne, sva kar pri istem. Beatli, kar bo že drugo vprašanje? Messi, Ronaldo? Messi vsekakor. Oblak, Zahovič? Oblak. Pa oba, seveda. Oba, no, saj sem vedel, da je to nespodobno vprašanje zate. Ja, ploskajte, ploskajte. Pojdimo. Mislim pa to, to se mi zdi tako, ko razvajanje otroci se obnašamo, ne, tako, kot je rekel Miha Koncilija, uživamo, ker to ne bo dolgo trajalo, ne, ker po nobenih zakonih statistike ne more trajati prav dolgo, ne. Ja, Ne, da bomo enega, dva imamo, ne. Predvsem se pa ne bo ponovilo, ne, tega se moramo zavedati, vsaj desetletje ne. Najbrž se ne bo ponovilo nikoli več to, kar smo imeli ne 14 dni, da smo imeli med prvimi 4 3, ne?
na svetovni jakostni lestvici. No, pa se poglej, kaj se je Irsem zgodilo. Ne? Imeli so Šona Kellyja in še druge, zdaj nimajo pa menga. Ne? Imajo Hilija, Bena Hilija, ki je bil v Novem mestu pred kakšnim tednom. Ja. Irc. Ja. Ampak se je postrigel, pa ga ne poznamo več. Mohorič je tisti, ki je bil četrti, takrat, ko so bili trije med prvimi štirimi, ampak vse veste, kako je. Ne? Vsi vemo za predsednika ZDA, ne? Za podpredsednika pa že redko kdo, ne? Kaj šele za ta tretjega. Pa je to velika krivica do Mateja, se mi zdi. V normalnih razmerah, prejšnjih, ne, bi bil on velezvezda slovenskega kolesarstva. 20 let nazaj bi bili strašno veseli tega, kar dela Mezgec. Vsekakor. Ja, doping. Ti pokrivaš kolesarstvo že od časa, ko je bilo tega v kolesarstvu res ogromno. Je zdaj res toliko boljš, kot je bilo nekoč? Upamo, da je, ne. Aha, s tem si vse povedal. Na koncu za nobenega ne moreš dati roke v ogenj, ne. Ampak vsaj velja, da je ta generacija ne bi bila čista, ne. Da so druge stvari tako napredovale v kolesarstvu, da so fantje tako hitri, kar je tudi res, ne. Kolesarstvo leta 98, ne, ko so se midva spoznala, in to je leto, ko je bila afera Festina na Turu, kjer se je vse začelo, je bilo takrat predvsem manj znanstveno podprto, ne. To se je predvsej na občutek treniralo, ne, in pač z dodatki, recimo, ne. Šele potem je ekipa Sky, ta znanstveni pristop, prehrana, aerodinamika, spanje, vse. In zdaj so pač vsi kolesarji tako bolj pripravljeni, vsi so že skoraj na nivoju nekdanjih šampionov, ne. Zato gre vsekakor hitreje, ne. Zdaj pa upamo, da je pa res nekaj drugega v zadnji. Ja, to je tako, kot če bi primerjali Peleja, pa danes Mesija, pa Ronalda, pa tako, ne. Ja, ti si bil peš fuzbal, pa so pa začeli teči. Ja. Kaj pravita o božjih solzah? O solzah nogometnega boga? Neprecenljivo. Jaz sem za Mesija, sem ti že povedal. Ja, pol pa lahko kaj poveš tazga sočnega o teh solzah, če si za Mesija. Mislim, gledaj, jaz sem tak človek, da ko pride do neke euforije, se malo umaknem. Jaz nazadnje sem bil euforičen, ne vem kjerga leta, ko je Jugoslavija igrala proti, mislim, da v Velsu za neko evropsko prvenstvo tudi, in bi morala zmagati, in smo vsi pripričani, da bo zmagala. V Splitu so igrali in seveda je bilo 2-2 do zadnje minute, ko so imeli še oni šanso, da povedejo. Takrat sem šel v sobo gor, eno prvo nadstropje jokat, in potem sem slišal že očeta, ki se dere, da so naši zmagali. Zlatko Vujović, Radanović in Ruka Nogasti se pozlatilo, Sveti se pozlatilo, ne. Potem so šli naši Jugoslovani na evropsko prvenstvo in so 2 tekmi izgubili, eno 2-0, drugo 5-0, tako da takrat me je ta euforija navijaška za vse večne čase zapustila. Danes pač tudi navijam za naše, seveda, ampak vem, da tudi če bo Pogačar 26 Tour de France zmagal, zaradi tega jaz ne bom imel nič na TRR več kot, ne. To je pa sem to pomembno, TRR. Ja, mislim, jem zaradi tega, ne, tako da navijam, se pravim, navijam, ampak da bi pa bil euforičen, to pa hvala Bogu ne, no. Pa se da živeti tako z nekim normalnim stanjem na TRR-ju, če si pisatelj? To je eden od čudežev, ki se mi je zgodil v življenju. Niti nisem dost resno računal s tem, no. Ampak potem, ko sem začel pisati kriminalke in je Jezero postalo uspešnica in vse naslednje podobno, kot zdaj živim, ja. S tem, da to je greh v Sloveniji priznati, da ti nekaj laufa, ne. Ja, recimo. Tako da v bistvu nisem priznal, bolj slabo živim. To je uradna izjava. Živim, ampak slabo. Veš, kaj pravijo za obrtnike, ne? Kdaj veš, da jim gre slabo? Ko se nehajo hvaliti. Mislim, jaz imam
kolopi na relo. Ne, ko, Zdaj, ko se začnejo to hvaliti, začnejo ljudje pardon, zavijati z očmi, ampak je ko nehajo jamrati. Ja, to moje kolo je imaš Kitajske. kolo Pinarello in se Fake dela, Pinarello pa. se dela, kot da ima, Ja. kot da ima kolo za 12.000 evrov, ampak Bili ima so Kitajci tako kitajskega. kot original, ampak Poznam. ja. Je kitajski, ne, smo te dovolj. Ja. Gledaš pa nogomet velik, ne, menda, kar vse tekme, vsak dan skoraj. Gledam te močnejše lige, Ligo prvakov recimo, pa tudi Liga Evropa, ne, to Mojca Jamraka, jaz si govorim, da je to vsakih 14 dni, ne, to ni vsak teden, kad ona misli, da je, ampak pa tudi to Evropsko prvenstvo še kar gledam, no, ampak slovenske lige pa ne. No. Miha, se recimo ti imaš stike s tujimi novinarji na teh velikih dirkah, kaj pravijo tujci? Se čudijo temu, kar počnejo naši kolesarji? Vsekakor se čudijo, ja, in potem razglabljajo o nekih strašnih sistemih, slovenskem sistemu, Pa ti ki poznaš ta sistem? ga Slovenci bolj težko poznamo, ker ga večinoma ni. Ne, in me sprašujejo, koliko akademij imamo kolesarskih in tako naprej. Pa so malo šokirani, ker jim človek pove, da imamo 3 klube pa pol, ne, enega v Novem mestu, enega v Ljubljani, pa enega v Kranju, pa še pol na Ptuju. Ne. Da nimamo 50 članov z profesionalno licenco oziroma z licenco. Kakšnih 50, lepo te prosim. Koliko jih je recimo kolesarjev starejših kot 20 let, da pač trenirajo kolesarstvo in so v tem sistemu tekmovalnem. Ne govorimo o rekreativcih, govorimo o teh, ki so resni kolesarji. Točne številke ne vem, sam je pa ta starost prelomna vse nižja. Ne. Nekoč so bili slovenski klubi recimo toliko močni, pa med sabo so imeli tako konkurenco, da so imeli neke članske ekipe. Ne. Zdaj pa, če si ti na koncu mladinske dobe in nimaš že pogleda proti neki profesionalni ekipi, kot jo imajo recimo naši najbolj obetavni mladinci zdaj na srečo, ki so tudi v Eržen, Ravbar, Glivar, Morzejev, tako, Varjavc, mlajši in tako naprej. Če nimaš ti te perspektive, si pri 21 zaključil kariero več. Ja, tako kot pri smučanju. Če nisi v reprezentanci, ko nisi več mladinec, nehaš, ne? Tega Valjavca se spomnim starejšega in sina tu z dirke na straži, ki je bila, ki je pred enim klancem, jaz sem čisto slučajno stal zraven, ki je bil moj sin tudi dirkal, in je Valjavc starejši povedal svojemu sinu, da tu pred tem klancem moraš dati više ali niže prstavo, ne spomnim se več, ne. In jaz sem tudi svojemu sinu povedal, niže ali više moraš dati, ne. Kaj je bilo pol? Ni šlo, no. Tadej, v bistvu, mi v bistvu predstavljamo ta kolesarski vodnik, ne, ampak če bi ga preveč predstavljali, potem ga ne boste kupili, ne, tako da bomo se raje o čem drugem še kaj pogovarjali. Pišeš tudi biografije pomembnih ljudi, Zorana Predina, Gorana Dragiča, da ne bom rekel Zorana, ker ni dolgo nazaj se nekdo zmotil, Petra Čeferina, Milene Zupančič, Alenke Bratušek. O katerem kolesarju bi ti se spravil pisati biografijo? Tle so zanimive zgodbe, ne? Zdaj seveda bi bil krasen Roglič, ne, s to edinstveno zgodbo iz smučarskega skakalca do pač fenomena kolesarstva, ampak to bo najbrž Lora napisala, ne vem. Potem seveda Tadej bi bil mušterja, ko bo majčkaj starejši, ker od 25 let se mi zdi, da se ne splača delati biografije. Markovcev, ne? Ja, nima smisla, ne. Sam smoguje, pa nič čuzga se mu ne dogaja. Ne. Ja, sej dolg čas, ne. Ja, obijesten je, ne? Ja, čist. Ja, v bistvu
Sem pa sodeloval že pri biografiji Mateja Mohoriča, ne, tako kot malo sem pregledal slog, pa mečkem malenkost popravil. No, govorimo zdaj pa o kakovosti pisanja. Ne? Ti si za prvi roman Svinjske nogice, predtem je še napisal, je izdal knjigo Moški svinje, ali nekaj tazga, ne? Zbirko kolumen, ja. Ja. Bomo pol to. Ampak Svinjske nogice in si dobil Kresnika za to. Ne? Potem sem začel pa slabše pisati. Potem si se zmojstril, si začel res dobro pisati in res dobre knjige so se začele tudi res dobro prodajati, televizija snema nadaljevanke od teh, po tvojih zgodbah, nagrade pa ni nobene več. Jaz sem, recimo... Si užaljen? Ne, ja, seveda itak, ampak moj stanovski kolega Miha Macini, ki tudi piše za Gogo, recimo je napisal eno kolumno, v kateri je napisal, da je kritiški uspeh pa prodajni sta v Sloveniji dve popolnoma različni stvari in da ne gresta skupaj. Ne. Aha, se pravi, da boš spet dobil Kresnika, ko bo na pogovorni večer sem ena starejša ženska prišla tlele? Ki bo rekla, da se je zmotila in odšla. Ja, to se je namreč zgodilo, ko je imel prvo, kaj? Po Svinjskih nogicah, ja. V slovanski knjižnici v Ljubljani sem imel in pridem tam nikogar nikjer, od takrat imam paničen strah pred praznimi prostori, ne. Tako da sem prav vesel, da ste tukaj. In tista ženska sedi in posluša in po prvem stavku mojemu stane in se upraviči, češ, da se je zmotila, da je nekaj drugega mislila, da bo. Potem sem bil pa v Trebnjem, kjer je bilo kar nekaj v knjižnici, kjer je bilo kar nekaj ljudi in so prevladovali moški in sem bil presenečen, ker ponovadi pridejo samo ženske na te literarne večere, ne, in to starejše. Ne. In tisti moški so potem še kar spraševali živahno, ne, ker ponovadi je to tako, vprašanje publiki pa je vse tišina. Ne. Ti so pa kar spraševali in potem je eden ali ena tam nekje vstal in rekel, zdaj moramo pa iti. Ne. In sem vprašal potem, ko so šli, kdo so bili pa ti, ne, so bili pa zaporniki z Doba, ker so dobili so izlazak v grad, če grejo na literarni večer in so pač čim dlje hoteli ostati tam. Ampak ti si delal tudi nekaj s temi zaporniki potem, ne? Ja, en let sem delal za javna agencija za knjigo, imela neko akcijo Vključujemo in ne vem kaj in sem dobil zapore v Celju in jaz sem mislil, sem pogooglal, da so neki mladoletni zapori, so bili vsi zaporniki vseh starosti in sem tam eno leto vodil literarne delavnice. In se kakšen pisatelj rodil iz tiste skupine? Tiste je bila svojevrstna izkušnja. No. Tam so bili, večina so bili itak ljudje z juga, ki so pač neko kriminalno dejanje izvršili v Sloveniji in so jih pohopsali in dvomim, da bi... Jaz sem se trudil, da bi, tukaj so morali nek pisni izdelek dati in sem hitro skapiral, da to ne bo nekaj koherentnega in sem potem tako, da sem vsako uro, da so napisali en stavek, da so nadaljevali tisto zgodbo zadnjič in smo potem se štukali nek prosti spis na koncu. Ne. Imel sem pa možnost povabiti pač kogarkoli sem hotel in sem pripeljal v zapor tudi Mileno Zupančič, pa tudi Vlada Kreslina. Milena Zupančič je bila v zaporu, tako kot Janša, recimo. Ja, tudi tako je. Janša nisem pripeljal, čeprav bi ga pustil tam, ampak recimo Vlado Kreslin se spomnim, ko je igral in so tako medlo poslušali, pa ves čas so govorili, a znaš kjer v Bosansko, ne? Pol je odigral namesto koga Roža Cveti, ki je tak melos, malo ciganski in tiste je bilo največ uspeha. Ne? Največ uspeha sem imel pa s tem povabljen in sem pa Dorjana Keržana pripeljal, on je na nacionalnem forenzičnem laboratoriju zaposlen in takrat se je pa žolčna debata razvila. Niste mi dokazali, pa forenziki ste se zajebali, tako da tiste je bilo živahno. No. Ja, pa si dobil tam kaj za porabiti, recimo za kakšno zgodbo? Ja, sem. Tudi že občutek, ko prideš noter in potem te zaprejo z njimi skupaj in zaklenejo. Sem bil sam z ljudmi, z morilci, dejansko. Pa z Mileno Zupančič. Ja, recimo, ne, pa tudi, a veš, jaz sem
hecne izkušnje so, ker nihče ne govori o tem, kaj je naredil. Ne. Itak so vsi nedolžni, ne. Če jih že vprašaš, to ni res, kar so mi dokazali. Ne. In so bili pa tam hudi primeri, ker niso bili na Dobu zato, ker je na Dobu bil nekdo tudi zaprt, ki mu je punco ubil. Ne. Ta je sedel 30 let v Celju in pa 30 let na Dobu, ne. In skupaj dati ne bi bilo fajn. Ne bi bilo fajn. Ampak z Mileno Zupančič se pa ti tako na nenavadnih krajih včasih srečaš, ne? Jaz sem jo srečal prvič v Nepalu v bistvu. Ne. No, to sem mislil. Sicer takrat smo bili na odpravo na Davlagiri, to je bilo 98 in smo pač preleteli v Katmandu in tam traja 4 dni, da zrihtaš vso opremo, nosače nabaviš in to. In potem smo dobili pa prostor, da gremo zvečer ven, ker naslednji dan se pa odpeljemo z letalom, letimo do Pokare, to je drugo največje mesto v Katmandu, tam gremo pa peš oziroma z avtobusom še izven mesta, pa peš do Davlagirja. Ne. In mi smo šli ven in seveda smo se ga tako po slovensko zelo fajn imeli, ne, in smo prišli rahlo pod gasom v hotel. Jaz se spomnim škarje, da me je tam nahrulo in pol sem pakiral tam 4 zjutraj, da sem tisti avion ujel, ne. In pol poletimo v Pokaro in tam gremo na avtobus, vsi še rahlo mačkasti oziroma fejst. In jaz dvignem pogled in zagledam tam Mileno Zupančič na prvem sedežu od avtobusa. Ne. In jaz se takrat spomnim, prav živo se spomnim, da sem se obrnil nazaj, pogledal mojega kolega, ki je še isto leto pol umrl, Dušana Polenika, sem rekel, jaz sem še zmer pijan, jaz vidim Mileno Zupančič. Ne. To je bilo najino prvo srečanje. Ja, Miha, najin kolega je prešaltal med pisatelje. Bi ti tudi kakšno knjigo napisal? Oče jo je, ne? Je mogoče pa res kdaj v tej slovenski kolesarski zgodbi. No, nisem mislil kolesarstvo. Knjigo. Kriminalko. Kriminalko, ja, žena me je vprašala, ker si mi povedal, da imam pogovor s Tadejem Golobom, zakaj bom o kriminalkah govoril. Pa kje je kakšno truplo, pa si mi pa povedal, da se bo kolesaral. No vem, o kriminalki res še nisem razmišljal, ampak ta kolesarska zgodba pa si po mojem zasluži. Potem... Tadej, ti si že pred nama, ne? Kako je preklopiti iz novinarskega pisanja na pisateljevanje? Mislim, dobro, razen tega, da kot novinar naj bi pisal vse tako, kot je res, kot pisatelj pa lahko lažeš oziroma si izmišljuješ. Moraš v bistvu, ne da lahko. Moraš lagati, okej. Jaz sem bil, tako kot sem že na začetku povedal, sem delal na RTV Slovenija v športnem programu in to zaradi tega, ker sem bil čisto slučajno na fakulteti za družbene vede, ki se je preimenovala iz fakultete za sociologijo, politične vede in novinarstvo pri Manci Koširjevi v pisarni, ki je prišel k njej Marjan Lah. Ne vem, kaj sta imela, ampak... Marjan Lah je bil kar lušen možak. Ja, moja manca je rekla, vsi Marjan, ti pa mi govoriš, da potrebuješ te mlade novinarje, tukaj imaš, ker smo bili z enimi 3, poleg mene je bil takrat še Miran Alešič, pa Goran Obrez v tej pisarni, pa še en, Marko Ivančič. In mislim, da naj vzame jih na prakso. Potem smo šli na televizijo, jaz sem tam pač nekaj časa nosil kasete z prvega nadstropja v drugo in tako naprej. In sem dogural v parih letih do tega, da sem bral novice športne in ugotovil, da absolutno nisem talentiran za to, da si delam sam sebi pa vsem drugim hudo škodo. Ne. In potem, ko sem se nekako vrnil k pišočim novinarjem, sem prav eno tako sprostitev doživel, zaživel čist drugo novinarsko življenje. Ne. Tako da pol sem se v bistvu nekako naučil pisanja kot novinar in to kasneje uporabil, ko je šlo v novinarstvo kot športna panoga, ne samo pri meni, tudi druge s plačami navzdol. Sem zaradi novinarstva v bistvu postal pisatelj. No. V bistvu si hvaležen Playboyu, ne? Ja, tam sem ogromno pisal, tako da se pravim, tam sem se naučil pač pisati. Mislim to, da so te odpustili.
Je bil to šok zate? Ja, to je bil hud šok za me. Jaz sem imel sicer mizerno plačo, ampak vsaj bila je, ne. Potem nisem imel pa nič, tako da tisto je bilo zelo temno obdobje mojega življenja. V bistvu takrat sem vsako službo vzel, ker je bila tudi neke reklamne agencije, sem tam popravljal neke reklamne tekste za avtomobile, za Škodo recimo. In ob enem po prostem času začel pisati Jezero takrat, ne, in tisti Jezero me je rešilo. Ja. Moram biti kar tiho, ne, ker jaz sem ostal v novinarstvu. Ja, bi se vrnil ti v novinarstvo, če bi ti nekdo ponudil službo za nedoločen čas, pa eno solidno plačo, recimo tam 2000 evrov na mesec. Glej, jaz moram reči, da kot pisatelj trenutno oziroma zdaj že za kar nekaj let zelo uživam, no, da imam še izzive, da tudi to, kar sem se bal, da bom pogrešal, ko ne bom več novinar, ta stik z ljudmi, da ga ohranjam, ker recimo tudi za kriminalke non-stop potrebujem nekoga z različnih področij, ki ve več od mene, in tako da mislim, ne bi zamenjal, ne bi se vrnil. No. Ja. Si Miha ti kdaj pomislil, da biš pustil novinarstvo? Ja. V zadnjih letih, ko so zadeve na medijski sceni grejo pač svojo pot, seveda pomisliš, da bi kaj drugega probal, ampak sam na koncu pa vidiš, da vseeno imaš rad to delo še zmeraj, ne, tudi če ni vsak dan tako, kot si želiš, ne. Zaenkrat je kar novinarstvo še za naprej. Sicer si res iz novinarske družine, ne, oče, zdaj, on bo rekel, da ni tako, ampak legenda slovenskega novinarstva, ne. Zame je bil kot mladenič ali pa še kot otroka pojem, ne, ali pa sinonim za novinarstvo, njegova javljanja iz sveta, s Kube, Rima. To je nekaj, kar sem si zapomnil, kar je ostalo v meni. Ti si hodil z njim, ne, po svetu. Baje si znal že 4 jezike, preden si šel v šolo, ne? Bojda. Špansko, angleško, slovensko, tudi mende? Ja, tudi, ampak to je pa recimo velika zasluga staršev, ne, da jaz in sestra so oba kar zelo redu pismena. Pa oba sta novinarja, ne? Pa oba sva odraščala v zuniji, ne. Nekako španščina je bila skoraj na pol materni jezik, ne, glede na to, koliko so bila majhna, ko smo šli. In smo vseeno obdržali stik s slovenščino, dosti močen, da s tem nikoli nismo imela problemov. Nisi pa šel recimo za dopisnika, glede na znanje jezikov bi ti Ja, in izkušnje. predvsem so drugi časi, ne. Bolj malo dopisnikov je, ne? Dopisnikov, ne, pravzaprav ni več, ne, skoraj. Ja, s tem smo nekako zaokrožili o tej knjigi, smo upam, da povedali dovolj. Zelo lepe ture so, to, kar je povedal Tadej, da so to ture, kjer ni veliko prometa, že tu vse pove, ne. To pove, da mislim, slovenska narava in krajina je lepa, če so pa še ceste lepe in brez prometa je pa vredno iti tja kolesariti po Tadejevem vodniku. Zdaj ste pa še vi na vrsti. Če bo kdo kaj vprašal, Mihata, Tadeja. Jaz sem za Tadeja vprašanje. Tadej, to je pesem, ko imajo glasno privošče. Koliko jezikov se prevaja Jezera tej? Zdaj mi zaštejče. Aha, sem nekaj bom vmes skočil. V 3 jezikih je tole napisano. Tako, če kdo ne zna slovensko, ne teb, Ciril, njim. No, Ciril je ilustriral tole naslovnico, tale gospod, ki je dal vprašanje, ne.
Tako da je gor ena napaka, dobi za pivo tisti, ki prvi ugotovi napako. Kaj sem hotel? Ja, v 3 jezikih, ne, je napisan vodnik. Tako da, če kdo od vas ne zna slovensko, ne razume, bo vseeno lahko kupi. Zdaj pa odgovor. V 4 tudi slovenščina, tudi jezik, ampak okej. Za kar se jezera tiče, jaz sem bolj slab v tem naštevanju, ampak vem, da je poleg slovenščine je ukrajinščina, angleščina, italijanščina, mislim, da tudi srbščina, hrvaščina, makedonščina, to zanesljivo, arabščina, češčina, bil sem pred kratkim v Pragi na predstavitvi. Mislim, zdaj ima Goga eno manjco, ki fejs dela na teh zadevah, tako da je se odprlo. Še? No, če ni več vprašanj, bomo mi zaključili, oziroma oba sta na voljo vam. Tisti, ki boste kupili knjigo, imate prednost, jo bo Tadej tudi podpisal. To je vse. Hvala, da ste prišli.